Zdrav, še vedno diši po veliki noči. Božja beseda pa ženi, Marija Magdalena in druga Marija, sta hitro zapustili grob ter s strahom in velikim veseljem stekli sporočiti njegovim učencem. Srečali sta namreč angela. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: pozdravljeni. Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu priklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: ne bojta se. Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli. Hitro sta šle od groba. Kdaj si ti nazadnje hitel? Na avtobus? Ko si zamujal v šolo, k prijatelju, zvečer domov? Kam so hitele žene? Kaj so hotele povedati? A jim bo kdo sploh verjel? One so videle prazen grob in doživele srečanje z angelom, z Jezusom. To morajo povedati naprej, to jih žene. Še vedno je nevarno, ker so prej preganjali Jezusa, zdaj bodo pa tiste, ki govorijo o njem. A veš, da je na svetu še vedno več kot 20 držav, kjer je smrtno nevarno govoriti o Jezusu. Tako smrtonosno pri nas ni. Verjetno pa ti ni vseeno, če bi se kdo zaradi tega norčeval iz tebe. Mogoče vedo, da hodiš kveruko, pa ti se lahko zgovoriš, da samo zaradi staršev. Itak samo do birme, potem te ne bodo več videli. Ampak kljuva pa te. No, žene so hitele, da povedo apostolom, ki so žalostni, prestrašeni, v dvomih, pa neverni. In ja, Jezus, ki so mu sledili, ga občudovali, vanj verjeli, je žalostno umrl. Kaj sedaj? In zdaj prihitijo žene z besedo in veselim oznanilom. Temu se reče evangelij, vesela novica. Tako veselim, da skoraj niso mogli verjeti. In sporočilo: ne bojte se. Marsikaj se bo še dogajalo, pa norčevali se bodo tebe. Jezus pravi: zaradi mene marsikaj, tudi umrli bodo nekateri. Ampak vi me ne boste zatajili, tudi pozabili ne boste name. Večkrat se nam dogaja, da eno delamo, drugo bi želeli delati. Vse to se dogaja tudi pri tebi doma, pa v šoli, med prijatelji. Ampak to je idealen kraj za srečanje z Jezusom. Jezus jim je naročil, naj gredo v Galilejo, iz Jeruzalema domov. Mogoče ga še nisi videl. Ampak povem ti, na pravem mestu si, torej doma, da se z njim srečaš, da k njemu moliš. In tu ti pravi, pa ne pozabi tega, ne boj se. Bog te živi. Aleluja.